Ojla, spet bomo zakuhali nekaj po bohinjsko. Zahvaljujemo se vam za vse vaše všečke, za vse vaše predloge, za vse vaše ideje, ki jih pošiljate. Sem Katica, članica Društva kmečkih žena in deklet v Bohinju. Danes ne bom kuhala sama, oziroma ne bom kuhala jaz, ampak bo kuhal mlad, nadobuden kuhar Martin, ki je tudi bohinjc in sicer vam bo pokazal svoje spretnosti. In kaj bo glavna vloga, oziroma glavno vlogo v današnji delavnici bo igrala bohinjska postrv. Martin, izvoli, kuhalnica je tvoja. Živijo. Moje ime je Martin, sem srednje naselje v Bohinju, danes bom pa pripravil bohinjsko postrv, v omaki iz masla pa postrvi hikr, za prilogo bo pa ješprenj z zelišči. Najprej bom začel s prilogo, in sicer ješprenj za špinačo in zelišči. Na olju najprej prepražimo malo čebule, ampak samo da postekleni, ker zdaj rabimo samo to sladkobo. Jaz bom naredil ješprenj z špinačo, majhno regrata noter, mana, pa na koncu bom dal pa še majhno cvetov. Drugače pa doma lahko date čisto vse, kar se vam vala po hladilniku, kar vam pride na misel. Ješprenj sem jaz sicer že skuhal prej, tam je 20-25 minut sem ga kuhal, brez da bi ga namočil. Meni osebno je bolj všeč, no, če je malo bolj al dente ješprenj, tako kot če bi recimo ta pravo rižoto delal, je tudi fajn, da je malo bolj na zob. Drugače pa, če hočete, ga lahko tudi prekuhati, kakor vam paše. Tako, čebula je posteklenela. Zdaj bom dodal špinačo, kar cele liste, prej sem jih samo malo odpravil. Tako, še žlico regrata, mešno mana. Tako, zdaj pa lahko dodam ješprenj. Ješprenj bom pa zalil z govejo jušno osnovo. To je pa se pravi navadna goveja juha, lahko je pa še malo ojačate okus, da dodate not še kakšen strok česna, samo prerežete čez pol, date not, pa timijan pa rožmarin, pa zavrete tako, da se na 5 minut kuha, pa precedite, pa lahko s tem naprej kuhate ješprenj. Tako, zdaj bo tole kar hitro. Solil bom na koncu, ko sem ješprenj kuhal, ga nisem nič solil, zaradi tega, ker na koncu lahko vse skupaj probamo, pa je najbolj simpel, pa ne more biti presleno ali pa premalo sleno. Tako, pa samo še dodamo maslo ali pa ghee. Spet po želji, lahko tudi kakšno olivno olje, če hočete, ali pa nič, če hočete, lahko samo jušno osnovo, pa je. Počakamo, da se stopi in je naša priloga pripravljena. Ješprenj je skuhan, tako da se zdaj lahko lotimo omake. Omaka je maslena omaka, to je beurre blanc, se reče po francosko, čisto ena taka enostavna omaka. Najprej bom prepražil čebulo, dodal ven, počakal, da se poreducira, se pravi, da se povre. Pa samo še dodajemo maslo in je to. Kar začnemo s čebulo.
Spet čebulo sam, da postekleni. Tako, zdaj je precej vroča v ponu, tako da je že kar v redu. Pa dodamo približno 1 deciliter vina. Zdaj pa vse, kar moramo narediti, je, da počakamo, da se povre samo za 3 žlice. Tako, vin se je produciral. Zdaj ga imamo samo še za 3 žlice, približno. Zdaj pa moramo temperaturo zmanjšati, pa počas bomo dodajali maslo. Prej sem ga že narezal, zaradi tega, da se zdaj preveč ne zamudim, in počas dodajamo maslo, ker če ga pa tudi pridamo vsega not, ne bo omaka homogena. Lahko tudi odstavite, če je slučajno preveč vroče. Pa spet na temperaturo, majhno maslo gor, pa mešamo. Lahko tudi z metelco zmešamo, lahko kar želico. Tako maslo se fajn topi. Res je pomembno, da ne dosežemo previsoke temperature, se pravi, da bi nam to zavrel, ker pa se nam to takoj loči. Zdaj vidimo, da je že kar fajna homogena masa. Zdaj bom pa jaz tole omako predsadil, pa poje bom dodal ikre. Lahko pa tudi pustite not čebulo, sam meni je bolj všeč, da so zdaj sam ikre not. Takole, da omaka fajn teče, res pa ne smemo jo preveč greti. Tudi pa recimo, ko delamo krožnik, če je že malo hladna, jo res moramo greti samo tako, da je topla, ne pa da nam more, ker če ne se odločila. Drugače pa tudi, če se loča, jo lahko samo fajn zmiksamo s paličnim mešalnikom, pa bo počas spet emulzija nastala, pa bo lepa omaka. Tako, zdaj bom jaz tole predsadil. Tej omake bom pa samo še dodal postrje ikre, pa solil jo bom po okusu. Zdaj se pa lotimo še glavne sestavine, postrju. File bom samo še majhno ulepšal, pa sporcioniral. Ta trebušen del damo lahko preč, ker je po večini sama maščoba. Riba bom dal zdaj čez pol. Spet odvisno, koliko pojeste, koliko vam paše, lahko celega, lahko sam pol, lahko še četrt. Zdaj pa, kar je še fajn, da poberem ven te kosti, drugače jih s pinceto, ampak zdaj, ki jo pa nimam, pa lahko kar pomagamo tako z enim nožkom, ki ne reže preveč, pa primeš med nožkom in prstom to kost in samo potegneš. Ja, tako pa grejo tudi super ven. Ribi file bomo spekli na zelo vroči ponvi. Lahko jo majhno primemo, zaradi tega, da sem preveč ne zaviha, zaradi tega, ker je še frišna riba. Ponavadi je fajn, da riba odleži tam kakšne 2 dni in pa se tudi ne krč, pa lažje grejo ven kosti. Tako, še posolimo. Tako, zdaj ta čas, ko se nam riba peče, bom pa samo še to omako dokončal s soljo, pa z ikrami. Ko enkrat damo ikre not, tudi ne smemo poje z vso ostalo hrano preveč čakati, ker je fajn, da so čim bolj sveže, da se nam ne kuhajo not predolg.
Ko se enkrat riba speče, tako da je 2 mm bela, jo lahko obrnemo, lahko pa tudi naredimo tako, da damo gor maslo. Počakamo, da se ta maslo stopi in poj file s tem maslom oblivamo. In se bo čist fajn obdelal, pa še okus je dober. Skorjica bo pa še zmeraj ostala na spodnji strani fajn hrustlava. V ta maslo lahko damo tudi kakšne začimbe po želji, lahko tudi malo limonine lupine ali pa limoninga soka, odvisno kakšen okus hočemo. Če nam bolj paše kislo, damo kakšne kisle zadeve, lahko pa tudi samo kakšne začimbe ali pa tako kot jaz, samo maslo. Tako, zdaj file se nam bo še do konca spekel, ta čas bomo pa kar naredili cel krožnik. Ta čas, ko se nam zdaj riba še peče, bomo dokončali še prilogo in sicer z cvetovi regrata. Mehno spomenčic, pa imam pa še detelo, ki jo damo pa lahko tudi na koncu, isto spomenčicam, zaradi tega, da ne zgubijo vseh stvari, ki jih imajo, pa barve, najbolj tudi seveda zaradi barve. Tako, zdaj pa samo še zložimo na krožnik, pa je jed narejena. Tako, riba je pečena, zdaj pa edino, kar nas še čaka, da vse stvari zložimo na krožnik. Tako, to je pa čist po želji, lahko damo več, lahko mehno manj, lahko ribo na vrh je šprena, na stran. Tukaj je pa čisto odvisno od domišljije posameznika. Jaz bom dal tako ješprenj, zraven ribo. Na koncu bom potresel še mehno z zelišči, svežmi, tudi malo zaradi barve. Tako, omaka je kar. Z omako ni treba čisto nič parati. Tako, še mehno detelce. Lahko tudi detelo, pa vse ostale zelišča tudi lahko mariniramo, kisamo, naredimo kakršnekoli prelive, pa še za piko na e, nečko nekaj. Dober tek. Tako, Martinovo ribico smo probali, verjemite, odlična je bila. Če da vam ne uspe prvič, probajte drugič, tretjič, lahko pa pridete k nam na delavnico v Bohinj. Martina pa srečate v Vili Podvin pri Štefelinu. Se vidimo naslednjič.